Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Lepo pozdravljeni v mesecu maju. 1. maj je danes, goduje sveti Jožef Delavec. Čestitke vsem, ki danes godujete, Jožetom, Jožefom, Jožicam, Jožefam in tako naprej. Blagor človeku, ki ljubi Gospoda, pravi vstopni spev, in živi po njegovi voli. Sadove svojega truda bo užival, srečen bo in vedno mu bo dobro. Blagor človeku, ki ljubi Gospoda. Tako blagor nam, ki je Gospod naš vodnik, naš spremljevalec. Danes bomo molili pri tej sveti maši za pokojno Ano in Ivana Zupančiča, za pokojnega Lojzeta Martinčiča in za Miha Demšarja ob 7. dnevu, nekdo pa je daroval tudi po namenu. Najprej pa priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče, vsemogočni, Gospod, edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. O Bog, stvarnik vseh stvari, hotel si naj človek s svojim delom spopolnjuje tvoje stvarstvo in te s tem slavi. Po zgledu svetega Jožefa Delavca in pod njegovim vodstvom naj delamo, kar je naša dolžnost in prejmemo plačilo, ki nam ga obljubljaš. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, na vse to oblecite ljubezen, ki je vest popolnosti. Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, kateremu ste bili poklicani v enem telesu, in hvaležni bodite. Vse, kar delate v besedi ali v dejanju, vse storite v imenu Gospoda Jezusa in po njem se zahvaljujte Bogu Očetu. Karkoli delate, delajte iz srca, kakor Gospodu in ne kakor ljudem, ker veste, da boste od Gospoda prejeli povračilo dediščine. Gospodu Kristusu služite. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev, Gospod, podpiraj delo naših rok. Gospod, podpiraj delo naših rok. Preden so se rodile gore in sta se oblikovala zemlja in svet, si ti od vekomaj, o Bog, ti si od roda do roda. Gospod, podpiraj delo naših rok. Umrljive zavračaš v prah, o Bog, in praviš, povrnite se, človeški otroci. V tvojih očeh je 1000 let, kakor včerajšnji dan, ki je minil. Gospod, podpiraj delo naših rok. Nauči nas šteti naše dni, da pridemo k srčni modrosti.
Obrni se, Gospod, doklej, bodi usmiljen svojim služabnikom. Gospod, podpiraj delo naših rok. Hitro nas nasiti s svojim usmiljenjem, da se bomo radovali vse svoje dni. Tvoje delo naj se pokaže tvojim služabnikom in tvoje veličastvo njih otrokom. Gospod, podpiraj delo naših rok. Aleluja, slavljen bodi Gospod iz dneva v dan, naša bremena nosi Bog naše rešitve. Aleluja. Gospod z vami. In s svojim duhom. Iz svetega evangelija po Mateju. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili, odkot ima ta to modrost in te moči? Ali ni to Tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratja, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Odkot ima vendar vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel, ni brez časti prerok, razen v svojem kraju in na svojem domu. In ni storil tam veliko čudežev zaradi njihove nevire. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Vstopili smo v mesec maj. Navado imamo, da prebiramo tako imenovane šmarnice v mesecu maju. Tudi letošnji mesec jih bomo prebirali, prav posebne šmarnice. In sicer o zgodovini naše župnije. Naslednje leto bo namreč 60 let od ustanovitve naše župnije. Torej, kako bi rekli, še zelo mlada župnija. In v tem mesecu, v tem branju, šmarničnem branju bomo spoznavali prve začetke, prva leta župnije. Naslov današnjega branja pravi, prihaja, bolan, ni sicer star, je pa še v zaporu. Tako, kako je prišel v Dravlje prvi župnik oziroma prvi patri jezuiti. Avtor letošnjih šmarnic je pater Lojze Štrubelj, prvi draveljski župnik, že pokojni. Tako pravi, v letu 1960 in 1961 je Dravlje zajela velika radovednost. Dvoje vprašanj jih je zanimalo, ali bodo Dravlje res končno postali župnija in kdo bo župnik. No, tudi te dni je aktualno to vprašanje, sicer Dravlje so že župnija, kdo bo pa župnik, upam, da bomo izvedeli v začetku naslednjega tedna. Za nastanek župnije, pravi naprej pater Štrubelj, je imel veliko besede in se veliko mučil doktor Anton Strle, zdaj upokojen profesor, tudi že pokojni, ki je poučeval tudi na teološki fakulteti. Ker je prihajal v Dravlje vsako nedeljo, je dobro videl potrebe tedanje šentviške podružnice Svetega Roka. Sveti Rok je bila namreč podružnica župnije Šentvit. Videl je naprej, da število vernikov izpod zvona Rokove podružnice raste. Leta 1961, in sicer koncem marca, je bilo naštetih v Dravljah 3031 prebivalcev. Danes jih je veliko več. Če pomislimo na župnije, ki nimajo niti 1000 prebivalcev, so brez dvoma tukajšnji prebivalci imeli pravico do svoje župnije. Sicer je res, da so draveljski fantje radi zahajali v Šentvit k maši. Tudi dekletom, pa materam to ni bilo odveč. Tako se je krepila njihova vzajemnost, zavest, da so prijatelji med seboj in da skupaj lahko veliko naredijo. Toda tudi njih je zajelo navdušenje za novo svojo župnijo. Posebno je to bilo opazno, ko so v Dravljah začeli z obhajanjem velikonočnega tridnevja. Ko pa so uresničili svoje dolgoletne sanje, da so na veliko noč imeli tudi procesijo, vstajensko procesijo, je bila želja kar nepremagljiva.
Zato je tedajni duhovnik, gor imenovani profesor Anton Strle, na škofijskem ordinariatu zastavil svoj ugled, da se ustanovi nova župnija. Tedajni škof, pozneje nadškof, monsignor Anton Volk, je to misel podprl, posebno, ker je tudi sedanja podružnica svete Marjete v Posezah želela svojo novo faro. Tako se je torej po dolgem čakanju, vsako čakanje je zahtevno, saj terja potrpežljivosti in čakanja, leta 1961 in sicer 30. julija uresničila želja tako Koseščanov kakor Draveljcev. Škof Anton Volk je razglasil in določil meje novih župnij in razglasil za začetni datum uradovanja 1. avgust 1961. Predvsem pa je župljane zanimalo, kdo bo novi župnik. Bilo je veliko ugibanja, predvsem pa radovednosti, le kdo bo. In z mesta, na katerem se je mnogo kaj vedelo, so odgovarjali samo ta ne, ta ne. In ko je bilo določeno, kdo bo prišel, se je odgovor glasil. Prišel bo za župnika nekdo, ki je slaboten, bolehen. Ni sicer star, vsaj ne tako star, je pa v zaporu. Ob tem razglasu, ki je šel po Dravljah, kakor blisk, je bilo nekaterim bridko. Spraševali so se, zakaj pa ne šentviški kaplan Tone Kotar, ki je tako lepo vplival na mladino. Tako lepo zna pridigati, tako prijazen je, kar naš je že. Ko pa so slišali, pride, seveda, pa ni sicer še star, ni pa mlad, se je nekaterim storilo inako. Morda so bili tudi razočarani, ko pa so premlevali, kaj to pomeni, je šel v zaporu, jih je kar minevalo, da bi se navduševali. In skoraj se je v nekaterih srcih porodil neki odpor, skoraj odločni draveljski ne. Pa je res prišel tisti, ki sicer ni star, pa tudi mlad ne več, pa še bolehen je in za zdaj je v zaporu. Prišel je, da se daje vsem, ki bodo z njim hoteli sodelovati. Njegovo trdno in naravi nekoliko zoprno geslo je bilo: vsem bodi vse, skrbi za vse. Zavedel se je, da bo položaj težak. Videl cerkev, ki so zanjo mežnarjevi lepo skrbeli. Videl je prostore v njej, ki so klicali po obnovi, nekateri po adaptaciji, saj ni bilo nobenega pravega prostora za verug. Toda v glavi tega bolnega, ne več mladega, čeprav sicer še ne starega duhovnika, je zrasla misel: za Boga nobena žrtev ni velika. In kakor je Bog povsod, tako je tudi tu v Dravljah. Samo napraviti mu bo treba nekaj več prostora. Vsi naj bodo deležni blagoslova nove župnije, telesnega zdravja ob zavetniku svetega Roka, posebno pa zdravje duha, ki tako neizmerno presega pomembnost zdravja duha, ki tako neizmerno presega pomembnost zdravja telesa. Naj bo v tej župniji veliko tistega, kar je osnova življenja, dobrota, ljubezen. Take misli so rojile temu človeku po glavi. In ostal je ta prvi župnik med Draveljčani. Morda se lahko reče, da so postali prijatelji. Približali so se vsi ljudje dobre volje. Le tisti, ki so cerkev hoteli podminirati in predvsem podminirati njeno delo, so ostali v ozadju in naklepali, kaj bi storili. On pa je ostal do današnjega dne, oziroma do dne, ko je pisal te šmarnice. In še vedno ima vse rad, čeprav je skočil že v visoka leta. In sklenil je, če bo Bog tako hotel, biti s Farani do smrti. Naša mati Marija pa naj bo z vsemi nami, saj jo je njen sin postavil za pomoč kristjanu. Tako pravi prvo današnje branje patra Lojzeta Štrublja o prvih začetkih, prvih korakih župnije Dravlje.
se obrnimo na Gospoda s prošnjami. Na praznik dela slavimo trojedinega Boga, ki je vir in začetek vsega dobrega in rodovitnosti vsakega dela. Obenem častimo svetega delavca Jožefa, vzornika vseh delavcev. Molimo z zaupanjem za posvetitev vsega človeškega dela in prosimo, Gospod, blagoslovi naše delo. Gospod, blagoslovi naše delo. Gospod, podpiraj cerkev, da bo učila in sama znala spoštovati vsako pošteno človeško delo. Gospod, blagoslovi naše delo. Razodevaj vsem ljudem in vsem narodom dostojanstvo dela, saj je sodelovanje pri tvojih božjih načrtih. Gospod, blagoslovi naše delo. Pomagaj vsem delavcem, ki živijo v težkih razmerah zaradi krivic, nezdravega okolja ali pomanjkanja dela, da skoraj dosežejo pošteno plačo, primerno stanovanje in ustrezno zaposlitev. Gospod, blagoslovi naše delo. Odpri nam oči za potrebe trpečih okoli nas, da bomo vsakemu radi lajšali njegovo bedo, saj je to najplemenitejše delo. Gospod, blagoslovi naše delo. Še po papeževem namenu, da bi bili diakoni z zvestim služenjem besedi in ubogim, poživljajoče znamenje za celotno cerkev. Gospod, blagoslovi naše delo. Prosimo te tudi za vse tiste, ki so zboleli za virusom, da bi jim Gospod dal moč, poguma in da bi ozdraveli. Gospod, blagoslovi naše delo. Večni Bog, usliši naše prošnje za posvetitev človeškega dela, da ti bomo z vsem življenjem ugajali in tako prišli v nedoumljivo skrivnost tvoje blaženosti. Prosimo te po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bodi čast in hvala vekoma. Posnostite vod in vina, ne bomo deležni požarave Kristusa, ki postal deležen naše človeške. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekoma. Gospod Bog spremi nas ponižne in skesanje, naj ljuba je danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehu. Molite, brate in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoje sveti cerkvi. Bog naš Oče, vir vse dobrote, poglej na darove, ki ti jih prinašamo na praznik svetega Jožefa, prvi dan Marinega meseca Majnika. Po njuni priprošnji naj nam ta daritev pomaga, po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom. kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Na praznik svetega Jožefa te poveličujemo, slavimo in hvalimo. On je pravični mož, ki si ga dal za ženina deviški Božji materi, zvesti in modri služabnik, ki si ga postavil za poglavarja sveti družini. Kakor Oče je varoval tvojega v moči svetega duha, spočetega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem to je veličastvo hvalijo angeli, molijo in v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi tudi našo hvalnico, ko zaupno kličemo. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh,
se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire. Tvojo Smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajanje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojne Ane in Ivana Zupančiča, Lojzeta Martinčiča in Miha Demšarja, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju, skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Rokom in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus, tvoja mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne gleda na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodu mir ne bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Darmi Božjem, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagni Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, zdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.
Jezus, trdno vjerujem v Tebe, v svetem rešnem telesu. Želim Te prijeti v svoje srce. Pridi, o Jezus, napolni moje srce s svojo milostjo. Objamem Te, kakor da si res prišel k meni in se združim s Teboj. O kralj nebes, bodi tudi kralj mojega srca in vzemi ga popolnoma v last. Upam v Te, ljubim Te, ne dopusti, da bi se ločil od Tebe. Amen. Molimo. Gospod naš Bog, prejeli smo nebeško hrano in Te prosimo, naj po zgledu svetega Jožefa naše delo razodeva Tvojo ljubezen in pospešuje pravični in trajni mir. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Kot je običajno v mesecu maju, bom tudi danes zmolim litanije, Matere Božje. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Kristus, usliši nas. Bog Oče nebeški, Usmili se nas. Bog Sin odrešenik sveta, Usmili se nas. Bog Sveti Duh, Usmili se nas. Sveta Trojica in sam Bog, Usmili se nas. Sveta Marija, Prosi za nas. Sveta Mati Božja, Prosi za nas. Sveta Devica, Prosi za nas. Mati Kristusova, Prosi za nas. Mati Cerkve, Prosi za nas. Mati milosti Božje, Prosi za nas. Mati prečista, Prosi za nas. Mati brezmadežna, Prosi za nas. Mati nedolžna, Prosi za nas. Mati deviška, Prosi za nas. Mati ljubezniva, Prosi za nas. Mati čudovita, Prosi za nas. Mati dobrega sveta, Prosi za nas. Mati stvarnikova, Prosi za nas. Mati odrešenikova, Prosi za nas. Devica najmodrejša, Prosi za nas. Devica častitljiva, Prosi za nas. Devica hvale vredna, Prosi za nas. Devica mogočna, Prosi za nas. Devica milostljiva, Prosi za nas. Devica virna, Prosi za nas. podoba pravice, Prosi za nas. sedež modrosti, Prosi za nas. začetek našega veselja, Prosi za nas. posoda duhovna, Prosi za nas. posoda časti vredna, Prosi za nas. posoda vse svetosti, Prosi za nas. roža skrivnostna, Prosi za nas. stolp Davidov, Prosi za nas. stolp slonokoščeni, Prosi za nas. hiša zlata, Prosi za nas. skrinja zaveze, Prosi za nas. vrata nebeška, Prosi za nas. zgodnja danica, Prosi za nas. zdravje bolnikov, Prosi za nas. pribežališče grešnikov, Prosi za nas. tolažnica žalostnih, Prosi za nas. pomoč kristijanov, Prosi za nas. kraljica angelov, Prosi za nas. kraljica očakov, Prosi za nas. kraljica prerokov, Prosi za nas. kraljica apostolov, Prosi za nas. kraljica mučencev, Prosi za nas. kraljica pričevalcev, Prosi za nas. kraljica devic, Prosi za nas. kraljica vseh svetnikov, Prosi za nas. kraljica brez madeža iz virnega greha spočeta, Prosi za nas. kraljica v nebesa vzeta, Prosi za nas. kraljica svetega rožnega venca, Prosi za nas. kraljica družine, Prosi za nas. kraljica miru. Prosi za nas. Jagnje Božje, ki odjemnješ grehe sveta, Prizanesi nam, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemnješ grehe sveta, Usliši nas, o Gospod. jagnje Božje, ki odjemnješ grehe sveta. Usmili se nas. Pod Tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica. Ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vseh nevarnosti. O častitljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, Da postanemo vredni obljub Kristusovih. molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu našemu Gospodu. Amen. Tako jaz vam želim lep večer, lep konec tedna in naj bo Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen. Ostanite v Gospodovem miru in veselju.